Pozdravljeni v novi epizodi Simple Life podcasta, z vami sem Jure Pehar in danes je, sobota, 13. marc 2021. Koliko čas hit teče, Anino. In zdaj razmišljam o identiteti, mislih in čustvih. Namreč nekaj časa nazaj mi je prijateljica pokazala eno shemo ali en zemljevid, pač na podlagi rojstva. Zdaj, zahajamo na področje astrologije in teh sistemov, ki ti povejo, glede na to, kdaj si se rodil, kakšen človek si oziroma kako funkcionira tvoje telo, tvoj in tvoj cel sistem. Ne vem, kaj je dosti o tem, ampak pač razlagam, kakor trenutno vidim zadevo oziroma kakor sem to prijateljico razumel. No, in ona mi pol pokaže to shemo mene na podlagi datuma in ure, ki je doktor oziroma medicinska sestra, ki sem se jaz rodil, zabeležila v moj rojstni list. No, glavno na podlagi tega datuma in ure mi pol kaže to shemo in na tej shemi so kakor inspiracija, čustva in gre tako od glave do dol, pa imaš nekaj, na trebuhu, nekaj na ledvicih, tako malo se. Predstavljajte si te čakre, če ste kdaj videli to sliko, in je tako neki podoben sistem, ki ti pove, a imaš ta del, določene dele odprte ali pa zaprte. In zdaj, če jaz prav razumem, če imaš zaprto, pomeni, da, rečemo recimo čustva, če imaš zaprta čustva, pomeni, da taka čustva približno, ki imaš, taka imaš in so več ali manj odvisna od tebe. Ne dobiš toliko iz zunanjega sveta vplivov na svoje čustva, so stabilna, rečemo temu. Pa imaš pa odprta čustva, kar sem jaz, in to pa pomeni, da ta niso najbolj stabilna oziroma da okolica in drugi ljudje in ostalo vpliva na te. Vsaj tako sem jo jaz razumel. No in pa to zvem, pa začnem malo opazovati sebe oziroma razmišljati o tem. In pa recimo enkrat, to je bila prvi tak dogodek, da sem mogoče pomislil, da je nekaj na tem, ne. Recimo bil sem pri zobozdravniku v čakalnici in ratam živčen. In tako, jaz niti nisem živčen, ko grem k zobarju. Saj vem, včasih mi kaj vrta, pa pač ni lih najbolj prijeten občutek, ampak pač sem, v stolu, pa malo švicam vmes, ne, pa sam čakam, kdaj bo kaj orang zaskelel, ampak večinoma je v redu. Mislim, saj ta doktor, ki ga imam, je, tip je facano in dober naredi, nimam pripomb. Tako da obiski pri zobarju so meni tako, v redu. Nisem lih fan, ne, pa ponovadi, poslušam čuke, preden grem kaj, ampak pač to je zato, ker je smešen. No, glavnem sem v čakalnici in tako ratam živčen. In pa razmišljam, pa zakaj sem jaz živčen? Pač meni je v redu zdaj, pač tam kle čičam, pa čakam in to je to. No, pa gre gospod, ki je bil pred mano noter in jaz tako neham ratati biti živčen. In pa tako razmišljam, čakaj malo, a je on bil živčen? Pa ker imam jaz, sem povezal s tem, ne, ker imam jaz odprta čustva, sem jaz to od njega pobral in to, kar sem jaz mislil, da so moja čustva, so v bistvu od tega modela zraven bila. A veš, kaj mislim? Pač, če je na tem nekaj, kar mi je prijateljica povedala, pol, če imam jaz odprta čustva, pomeni, da jih dobim od drugih ljudi veliko. No in pa tako gledam za nazaj, sem jaz bil v kakšni situaciji, ko se je to dogajalo. In pa recimo pomislim na to, ko se družim s svojimi prijatelji, ko se pač, mislim, da vsak od nas rad druži z vsakim drugim od nas,
pač ne samo, da se jaz družim rad z enim od njih, ali pa en od njih z enim drugim od nas, ampak tako vseh 5 nas je tako, se radi družimo z vsakim v tej skupini. No in pol jaz ratam vedno, ko se tako začnem kar neki hihitati, pa obnašati kot ena, 13-letnica, pač ful tak vesel ratam. Ampak tak vesel, da si mislim, pa daj no, malo se umira, oziroma tako ni, zgledaš še vedno okej, ne? Ampak je taka že nekontrolirana veselost, ki v bistvu z njo ni nič narobe, po pravici povedan, je pa vseeno, ko se kdaj hihitaš, ko se misliš, ko se sam sebi zdiš butast, ko se, da rabiš hihitati za vsako malenkost. In pol tako pomislim, saj meni se je ful cool z njimi družiti, ampak, zakaj vedno pride do tega, ne? Zakaj vedno me lica bolijo potem, ko se družimo? Kar se ne pritožujem niti malo. Meni so moji prijatelji ful v redu in se ful rad z njimi družim, ampak tako se pol vprašam, a tudi vesele jaz od njih poberem. In pol, če so 4 okoli mene, ki so vsi naenkrat ful veseli, ki se pač imamo fajn, ki se družimo, a jaz tudi to poberem in sem zato jaz tako še ekstra dobre volje. Mogoče. Ali pa, če sedim na kavču pa gledam film, se ne vem, kako imate drugi izkušnjo z gledanjem filmov, mislim, saj večina ljudi gre za to v kino ali pa gleda filme, da pač doživijo ta čustva, to čustveno pokrajino, ne, rečemo temu, ki jo film prikaže. Ampak jaz kjerkoli film pogledam, padem v ta feeling, to čustveno pokrajino tega filma. Prav tako vsakič. In pol še, a še filmi v bistvu vplivajo na to, kako se jaz počutim. Pač, da moja čustva so ful tako, se da na njih vplivati, kar relativno hiter. In pol pogledam tako na svoj life, pa ka večinoma, sem doma, ka mi je fajn, se, kako bi rekel, imeti mir, delati svoje stvari, se ne obadati toliko z drugimi ljudmi, to mi je tako cool. Pač, biti na svojem. In, a jaz to v bistvu rabim? Se pa tako vprašam, ker vedno, ko sem v družbi, se čutim malo, da ne utrujenega. In da samo takrat, ko se umaknem iz družbe, imam včasih občutek, da samo takrat pridem v stik sam s sabo. Da šele, ko ni nobenega vpliva od drugih name, da šele pol jaz sploh lahko pridem, zdaj čutim sam sebe, oziroma zdaj čutim to, kar jaz čutim. Ne da dobim, kako bi rekel, vplive od drugih. In pol gre razmišljanje naprej. In razmišljanje, to je to. Da, ko sem pa sam, pa dostikrat padem v... tako, če človek včasih nezavestno gre skozi dan, pač začne podajati določene misli in pač lahko padeš v neke miselne vzorce, ne? In včasih na koncu dneva sem jaz kar slabe volje, ker očitno nisem toliko zavestno šel čez dan in padel v neke svoje miselne vzorce ali pač te misli, ki se stalno ponavljajo in me te pol spravijo v slabo voljo. In pa tako razmišljam, a so čustva, pa to, ni samo moje razmišljanje, ampak Sadhguruja poslušam, je zelo, zelo povezan s tem, ko on razlaga, ali pa v bistvu cela ta epizoda, ne, je posledica tega, kar njega poslušam, da vsa čustva so v bistvu posledica. In pol ali posledica čustev drugih ljudi, če imam jaz
po onem sistemu, ki mi ga je prijateljica predstavlja, če imam jaz odprta čustva, pol so moja čustva dostikrat posledica od čustev drugih ljudi, oziroma se kar od njih jih poberem. Lahko so čustva posledica mojih misli, lahko so posledica filmov, ki jih gledam, pač okolice, ne, karkoli je že v okolici, pozitivno, negativno, nevtralno, karkoli. In pridem do tega, čustva so pol posledica vsega tega. Pol je kar naenkrat pomemben, da pazim na to, oziroma da probam nekako pridobiti nadzor ali moč nad tem, kar kreira moja čustva. Se pravi, drugi ljudje, to ne morem imeti nadzora nad njimi, nad vami, nad okolico, se pravi vse, kar pač niso ljudje, ampak so recimo filmi, stvaritvene, ali pa muzika, ali pa druga bitja, ali pa pač vreme, a veš. Pač okolica, to tudi nimam kaj nadzora, tako da svoje čustva pol lahko edino prek svojih misli nadziram kakor toliko. Ker pač moje misli nekako povzročajo moje čustva. Samo kako pa misli nadzirati? A veš, kaj misli, to je pa čisto od Sadhguruja, misli se v naših glavah baje, tako vam prav, pojavljajo samo zato, ker smo se identificirali z napačno stvarjo. Ker sebe dojemamo kot nekaj, kar v bistvu nismo. A veš, če človek sebe dojema kot telo, kot, a veš, meso in kri in to tukaj, ne, pol baje možgani začnejo kakor da ratajo živčni in začnejo, a veš, tako se premikati, ne, in proizvajati misli. Predstavljajte si pač kakor ena slika možganov pred vami in ti možgani se tako začnejo krčati, pa malo skakati gor dol, pa veš, na živčno premikanje, ne, in pol iz njih kar tako misli ven skačejo, ne. No, in to so tako se možgani obnašajo, če se mi identificiramo z napačno stvarjo. No, in kar hočem reči je, da če bi se identificirali s to pravo stvarjo, kar on tudi razlaga, da je najboljše, če se identificiramo z vsem, da pač mi smo vse, ali vesolje, ali nič, ali pustimo tisti čisto duhovnost pa to, ampak da se v glavnem identificiramo z nečim, kar je večje kot trenutna identifikacija. Se pravi, s čim večjo stvarjo, ko se identificiraš, a veš, ne to, da si ti to telo, ne da si ti ta ampak tako, da si več, da si vsaj zavest ali pa ta life tukaj, ki bije v tebi. Veš, vsaj to, če ne že, da greš še širše. V glavnem, kar hočem reči, je to, da misli so posledica te identitete, ki jo imamo, vsak zase, in pač naših spominov, nekako da iz spomina, kakor se črpajo te misli, pa pridajo iz spomina v različni obliki, pa veš, različno sestavljeni, kakor da, kako bi to opisal. Kakor pač en samopostrežni bife, kamor greš in pač, veš, si na krožnik lahko karkoli nakidaš. No, to, kar si nakidaš na krožnik, to so pač misli, ampak izbor tega, kar lahko kidaš na krožnik, so pa vsi spomini, vse, kar že veš. Ne nekaj novega, ampak vse, kar si že videl, slišal, doživel, vse, kar že veš. Samo to imaš na voljo. Nič izven tega. Kako boš, v bistvu res, kako bom jaz zdajle pomislil na nekaj, kar še nikoli nisem pomislil na to? Se ne morem, a veš, to, kar razmišljam, lahko samo v kontekstu tega, kar že poznam. A veš, tudi če se probam zdaj spomniti en risan lik,
bo še vedno ta sestavljen iz vsega, kar že poznamo. Veš, tudi če mu dam rilc na sredino hrbta, pa krila na mestu oči, pa da je modre barve, pa v bistvu en velik krog, ki ima dve črtici na dnu, pa eno luknjo na vrh, iz kjer teče voda stalno. A veš, da je to ta lik. Ja, to sem ga sestavil, in je čist kao neki novega, ampak elementi, če se je ta lik sestavljen, pa so mi vsi poznani, pa vsakmu od vas tudi. A veš, krila, rilc, hrbet, krog, črte, voda, kva sem že rekel, luknja ona. No, to, da ne moramo misliti na nič, kar je izven tega, kar že poznamo. In da to, kar že poznamo, določa naše misli. In naša identiteta, pač več stvari določa naše misli. In naše misli pol določajo naša čustva in isto, misli so ena od stvari, ki lahko določajo naša čustva. A pa če gremo iz druge strani, prav moram iti tako temeljito čez, pač naša čustva so posledica ali misli, ali čustev drugih ljudi, ali naše okolice, ali pa še česa četrtega. No, to so naša čustva. Naše misli so posledica našega spomina, oziroma iz tega so črpane, in posledica napačne identifikacije. In kakor Sadhguru pravi, če bi se mi pravilno identificirali, sploh ne bi imeli misli, oziroma jih v bistvu jih ne bi bilo, pa tudi, če bi bile, bi komot odklopili se od njih. A veš, da pač predstavljaj si, kakor da v glavi laufa film, ali pa da imaš kinodvorano v glavi. A veš, to so vse pač te misli o skrbeh, o opravkih, o hipotetičnih scenarijih, kaj se bo jutri zgodilo, kaj si jaz o njem mislim, kaj si o njej mislim, to na tretje. Pač vse misli, ki jih imaš v glavi, kakor nek film. No, in zdaj, če se ti pravilno identificiraš v lifeu, da rečeš, jaz sem ta človek v tem telesu s tem umom, ampak da po Sadhgurujevo, kakor razumem, da se identificira z nečim večjim, ali zavest, življenje, vesolje, karkoli. No, pol, v tem primeru, dobiš opcijo, da greš ven iz te kinodvorane, ki se v glavi, ki v tvoji glavi, pa se predvaja tam stalno ta film. Mislim, lahko greš kadarkoli nazaj v kinodvorano, pa gledaš naprej ta film, lahko greš pa kadarkoli ven. Medtem ko imamo trenutno napačno identifikacijo, da mislimo, da smo to pa to pa to pa to, pa nismo to pa to pa to pa to, smo primorani biti v tej kinodvorani skozi. Pač nimamo opcije iti ven na WC ali pa po kokice ali pa karkoli. Ja, in nekako to ugotavljam zdaj, da čustva mogoče niso neki tok, da to nisem jaz, da tudi moja čustva so nekaj, kar jaz imam, in ne nekaj, kar jaz sem. In da moja čustva v veliki meri so določena strani mojih misli, ki so tudi nekaj, kar jaz imam, in ne kar jaz sem. Moje misli so pa določene strani tega, kako jaz sebe vidim, oziroma s čim se identificiram, oziroma, ta najlepše povedan, kaj jaz mislim, da dejansko sem. In če mislim, da sem jaz nekaj, kar v resnici nisem, pol, bo moj stalno nove misli proizvajal, ki ne bodo, nadzorovane in bodo zelo negativne in pol posledično bojo moja čustva zelo negativna. In to, se nam kdaj zgodi, ker smo sami, pa ni nobenega okoli nas in smo pač preživimo dan, recimo doma, ali pa pač sami, kakorkoli že, pa smo pa na koncu dneva slabe volje. Ja, ponovadi je to lih zato, ker se cel dan nam vrtela v glavi ene bedne misli
In ja, naše čustva so od teh odvisna. Mislim, saj jaz pri sebi tako doživljam zdaj. Oziroma začenjam doživljati tako. Pol je pa vprašanje, ja, kako sebe prav videti, v smislu, da kdo sem jaz? Evo, to je najpomembnejše vprašanje, kaj je. Kdo sem jaz? Pa, a veš, mogoče bo kakšen to poslušal, pa si mislil, čakaj, what the fuck, zakaj se to sprašuješ? A veš, se pač vidiš, ne, da si pač človek, ki je v tem fizičnem telesu, pa, a veš, ima te misli, ki jih ima, pa te lastnosti, ki jih ima, pa, a veš, določene sposobnosti. Sam, a res? A sem res to jaz? A sem jaz kaj več, oziroma kaj manj, oziroma kaj izven tega? Da je to tukaj bolj posledica, a veš, tistega, kar sem jaz v resnici. Zdaj mislim čisto duhovno, metafizično gledano, až ne. Nočem lih uporabiti beseda duša, ampak ja, potencialno, da sem jaz zavest, ki je nekako, moja trenutna predstava, da sem jaz zavest, ki je ujela določeno količino energije, da je ta materialni svet, v katerem smo, sestavljen več ali manj samo iz energije v določeni gostoti, in če je ta gostota zelo velika, je pač to materija, je to fizična snov. Če ta gostota ni toliko velika, pol je to pač zrak ali pa misel. Evo, lahko rečemo, da misel je tudi iz energije, tako kot les, ampak je toliko redkejša energija to, da pač je, a veš, ni materija, ampak je misel. No, glavnem, da sem jaz zavest, ki je ujela določeno količino te energije, a pa rečemo življenjske energije, in nekako združitev tega dvojega je ta life, kle. Sem jaz. A veš, v tem telesu, s tem umom, sposobnostjo govorjenja in evo, temle diktafonom v roki, pa lahko snemam, pa delam stvari, pa živim, a veš, doživim ta life. No, da je to pač posledica mene kot zavesti, ki je prišla v stik z to življenjsko energijo, rečemo temu. Evo, če bi mogoče na ta način sebe videl in ne toliko kot, a veš, človek, ki ima telo pa možgane, da mogoče ne bi imel toliko skozi šundra v glavi, pa posledično čustev, ki jih niti nočem, veš, pa ker rečem čustev, ki jih nočem, v bistvu pa se vsak od nas verjetno bi se stalno rad počutil ful dobro. A veš, si predstavljaš, da se zjutraj zbudiš in ti je tako, fuck je, zbudil sem se, da tako začneš dan in pa se cel dan dobro počutiš. A veš, da ti je vsaka minuta v dnevu tako cool. No to. In do tega, da, a veš, da imaš cel dan samo ta dobra čustva, če jim tako rečem, no do tega bi prišel, ja, če bi imel samo ta prave misli, ali pa potencialno nobene misli, in to je, kakor sem rekel, odvisno od tega, kako vidimo sami sebe. Ali pa, če govorim zase, kako jaz vidim sam sebe. In to je to, kar sem zdaj hotel povedati, ker se mi zdi pomembno, pa potencialno, veš, čez par tednov, ko bom to poslušal, bo tako, ni čist temu tako, ampak v redu, za začetek. Veš, to je ful zanimivo, ne, včasih kaj posnamem, pa pol poslušam za nazaj, pa si mislim, ja, tole si mejhan falil, pa kle nisi čist razumel zadeve, kaž tako 2 tedna kasneje se je že zgodilo, no. Boljš razumem nekaj, kar sem pa prej. Pa je samo 2 tedna mimo. Dobro, zdaj že nakladam.
To je današnja epizoda Simple Life podcasta. Družba, uživite, se slišimo prihodnjič. Ajde!